Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Mami, kdaj prideš? Danes se bom odpeljala k babici pomagat pri spomladanskem čiščenju. Zato bo pote v vrtec prišla Mija, je rekla mama in malemu zajčku Valu ponudila kos kruha z marmelado. Val se je zdrznil. Boš ves dan pomagala babici, jo je tiho vprašal in skoraj zajokal. Najbrž, ampak ko se zvečer vrnem, ti bom prinesla potičko, velja? Nočem potičke, tebe hočem, je potrto zahlipal dolgouhec. Ljubček moj, najpozneje zvečer bom spet doma. Obljubiš? Obljubim. Zajček Val je v vrtcu opazoval otroke, ki so se igrali trgovino. Spomnil se je, da gre tudi njegova mamica vsak dopoldan v trgovino in spet mu je bilo hudo. Čas se je vlekel in vlekel, ali mamice res ne bo polno vrtec. Najbolje bo, da se še enkrat prepriča in vpraša vzgojiteljico. Sej me pride mamica iskat, ali ne? Ne, Val, danes pride pote tvoja sestrica Mija, je rekla vzgojiteljica in ga prijazno pobožala. Pa saj to vendar že veš. Toda Mije ni bilo od nikoder. Mali zajček je čakal in čakal in čakal. Ostali otroci so že odšli, le on je ostal. Pogledoval je na levo proti poljski poti in na desno proti gozdu. Mogoče bo pa le prišla pon mamica in ne Mija, je pomislil. Oprosti, prosim, ker sem zamudila, mu je zaklicala sestrica. A je mami že doma? Jo je takoj vprašal malček. Ne, ni je še. In kdaj bo prišla? Kmalu. Obljubiš? Obljubim. Zajček Val je brez besed capljal s sestrico proti domu. Si videl, ves travnik je že v cvetju, je rekla Mija. Bratec pa nič. Na nebu so lebdeli puhasti oblački. Glej, oblački so podobni metuljčkom, ga je poskušala razvedriti sestrica. Jaz hočem mamo, je zatrmaril zajček. Sej bo prišla, ko se zvečeri bo prišla, ga je prijazno tolažila sestrica Mija. Obljubiš? Obljubim. Vidiš, kaj nama je pripravila mama. Korenčkov narastek, se je razveselila Mija. Nočem narastka, je zacepetal zajček. Dečka, kaj pa potem sploh hočeš? Ga je potrpežljivo vprašala Mija. Mamo hočem, naj že pride domov. Sej bo. Obljubiš? Obljubim. Ves dopoldan so se sosedovi otroci lovili po vrtu. Val pa je kot kupček nesreče posedal v travi in mislil na mamico. Kdaj bo končno prišla? Je spet vprašal. Kmalu, mu je zatrdila Mija. Kdaj je kmalu? Ni odnehal. Ko bo naša velika ura odbila 8, je rekla sestrica. Kar tam jo bom čakal, je sklenil zajček. Sedel je na stol pred veliko uro in opazoval kazalca. Skozi okno so posejali sončni žarki in ga požgečkali po gobčku. A to ga ni prav nič motilo. Sedel je in sedel, gledal na uro in čakal. Kazalca sta se le počasi pomikala naprej. Ura je enakomerno tiktakala. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Potem je 6-krat odbila. O mami pa niti sledu. Zajček je še kar strmel v uro. Ura je odbila 7. Joj, zdaj bo pa mama res že lahko prišla, je pomislil. Le zakaj je še ni? Ni več zdržal, nestrpno je stekel pred vhodna vrata. Sonce je že tonilo za bližnjimi grički in travnik se je kopal v večerni zarji. Mame pa ni bilo od nikoder. Pridi v hišo, Val, ga je poklicala sestrica. Mame še vedno ni, je razočarano vzdihnil zajček. Najbrž se bo pripeljala z zadnjim avtobusom, ga je tolažila Mija. Ob 8 bo doma. Obljubiš? Obljubim. Zajčki obožujejo kopanje v banji. Mija je zato pripravila penasto kopel in pihnila proti bratcu milni mehurček. Nočem se kopati, mamo hočem, je bil Val že na robu joka. Mehurček je padel na tla in se razpočil. Sej bo prišla, je rekla Mija. Obljubiš?
obljubim. Usedla sta se pred televizijo. Gledala sta oddajo o zajčji paradi, kjer so otroci veselo prepevali. Val se je tesno privil k sestrici in zadremal v njenem naročju. In sanjal. Sanjal je o veliki luknji na robu jase, pa o prebrisani lisici in o tem, kako je v luknjo padla njegova mama in kako zvitorepka komaj čaka, da jo bo požrla. Zajček bi se zelo rad prebudil iz teh grdih sanj, a je bil od dolgotrajnega čakanja tako zelo utrujen, da je spal naprej. V snu se mu je zazdelo, da sliši, kako se v vratih obrača ključ. Val se je v hipu prebudil. To niso bile več sanje, vrata so se odprla in zagledal je mamo. Skočil je s kavča, se stisnil k njej in v eni sapi povedal: sanjalo se mi je, da se ti je zgodilo nekaj groznega in da te nikoli več ne bo domov. Ljubi moj, avtobus je zamujal, zato sem tako pozna, ga je poskušala pomiriti mama zajklja in ga tesno objela. Pozno je bilo in vsi zajčki so že trdno spali, le Val še ne. Jutri bom pa ves dan doma, je rekla mama in nežno cmoknila sinka za ušesa. Se boš potem igrala z menoj, jo je vprašal. Bom, obljubim, je prikimala. Zaprl je oči, sanjal je o pisanih travniških cvetlicah in o belih oblačkih nad njimi. Vsi so bili podobni njegovi mamici. Mali zajček Val je bil srečen.